lepa in pa hvala za udeležbo. Danes zjutraj ste mediji poročali o tem, da naj bi napadalci, ki so storili teroristični napad v Parizu, prečkali kot begunci ozemlje Slovenije. Star slovenski pregovor pravi, da je po bitki lahko biti general, v tem primeru to ne velja, v tem primeru je bila Slovenska demokratska stranka general že pred bitko. Mi smo vse od že samega pričetka begunskega vala lansko leto opozarjali, kaj se bo zgodilo v primeru, da se ne bomo pripravili. Trikrat smo vložili spremembo kazenskega zakonika, da bi inkriminirali tako potovanje na tuja bojišča, kot tudi tiste, ki se vračajo. Trikrat smo bili zavrnjeni, na koncu smo videli, da so bili Italijani tisti, ki so enega od slovenskih teroristov prijeli. To, kar se je danes zgodilo, oziroma to, kar ste danes poročali za Slovensko demokratsko stranko, ni nobeno presenečenje. Mi smo v priporočilu, ki smo ga dali letos vladi, zapisali, da naj Državni zbor Republike Slovenije priporoča vladi, da preveri, ali so teroristi, ki so izvedli teroristična dejanja v Parizu in Bruslu, zavedeni v evidenci prehodov slovenske meje in po ugotovitvah obvesti Državni zbor Republike Slovenije. Torej, vprašanje je, ali je vlada vedela že takrat, v začetku leta, takoj po terorističnih napadih, da so ti teroristi prečkali ozemlje Republike Slovenije. Kajti takratna, zdajšnja koalicija je enotno zavrnila predlog tega priporočila. In sprašujem se, očitno so že takrat vedeli, kaj se je zgodilo. Slovenska demokratska stranka je pripravila predloge za sklic številnih sej, tako odbora za obrambo, kot odbora za notranje zadeve. O tem smo se veliko pogovarjali na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Dvakrat smo imeli priporočila vladi, ki se jih je obravnavalo na plenarni seji Državnega zbora, vedno smo bili zavrnjeni. Ministrica za notranje zadeve, ki do pred kratkim celo ni vedela, da je članica Sveta za nacionalno varnost, to je namreč dejala za oddajo Epilog na POP TV-ju, je zatrjevala, da ni nobenih varnostnih problemov. Evropska poslanka Tanja Fajon je, ko so bila na soočenju na 24 ur zvečer, dejala, da bodo teroristi kvečjemu v Evropo prišli ne z migrantskim valom, ampak v kakšnem poslovnem razredu, kakšne letalske družbe. V Slovenski demokratski stranki smo se zaradi nevarnosti, ki smo jo zavedali, tudi predlagali spremembo azilne zakonodaje, predlagali smo uvedbo nacionalne garde, skratka krepitev rezervne sestave Slovenske vojske, ki jo bomo še kako potrebovali v primeru, da se migrantski val ponovno odpre. Predlagali smo striktno preverjanje oseb v celotnem migrantskem valu, tako Sova naj bi bilo odzetih samo približno 6 do 10 tisoč prstnih odtisov migrantov, vemo pa, da jih je slovensko ozemlje prečkalo pol milijona. Da to ni nobeno presenečenje, pričajo tudi besede, ki jih je Islamska država izrekla lani pred poletjem, da bodo v letu 2015 v Evropsko unijo poskrbeli, da se v Evropsko unijo pošlje več kot pol milijona migrantov in med temi migranti bodo pomešali tudi svoje borke in borce. No in žal so prečkali tudi Slovenijo, tako da glede na vse to, kar smo predlagali in glede na vse, da to ni bilo uresničeno, lahko zaključim, da smo danes dobili potrditev, da je kri nedolžnih žrtev v Parizu tudi na rokah vlade Republike Slovenije.